Odkar ste varuh mestnega stolpa, kolikokrat greste dnevno od spodaj pa do vrha? Kolikokrat na dan premagate 150 stopnic? Ko zbolim, sploh ne. Drugač pa sigurno, in to je velika večina, redko zbolim, 2-krat na dan prav gotovo. Največkrat sem štel, pa mislim, da je bilo 21-krat. Pa verjetno še bilo kaj več kdaj. A je zadovoljstvo posebne sorte zdaj, ki je mestni stolp v celoti obnovljen? Če primerjate, kako je bilo včasih? Ja, gotovo. Pač za mene je to en velik kamen, ki mi je padel s srca, zato ker sem se vedno čutil odgovoren. Lastniki tega smo in hkrati je to seveda mestno, je naše in je to ena velika dolžnost, da stvari nekje ohranjaš, dediščino in jo narediš tudi dostopno, da opravlja pač svojo nalogo v mesto, da ne stoji samo tu, ampak da še da kaj drugega od sebe. Ravno kar slišimo polnourno zvonjenje in zdaj se bo začelo. Še 11-krat. Ravno je celemu mestu naznanil, da je ura 11. Ponavljanje tega pa imamo, zato ker je ena vzmetka malo počena in uro seveda varujemo. Ponavljanje, tako imenovani repetirni mehanizem je izklopljen, zato je utež čisto spodaj. Tako da, če bi šlo čisto po pravem, potem bi zdaj še enkrat 11 udarilo, da so ljudje lahko slišali. Če je nekdo bil nekje doma v kuhinji ali pa zunaj na polju ali pa svoji kovači ali steklarski delavci, urarski delavci tu v mestu, mogoče prvič ni slišal točno in zato, da je lahko drugič zraven štel, je še enkrat bila. Ker vedeti moramo, da ura se je poslušala, ne gledala. V tem stolpu je nekoč viselo 6 zvonov. Vsi razen največjega, ki še zmeraj deluje, je ostal. Ja. Ostale pa je morala cerkev leta 1914 oddati za topove. Pri zvonovih je bilo pač tako, da je bila stiska z materialom. In to je zdaj moja domneva. Ampak jaz sem se vedno spraševal, zakaj je prišel ukaz, da je ostal največji zvon. Zato, ker ta večji zvon je v masi malo manj kot vsota vseh ostalih. Smiselno bi bilo ta velikega vzeti, ne? Če so rabili material. Pa mogoče enega srednjega pustiti ali pa nekaj. Tudi ne verjamem, da se je ta nujno najbolj daleč slišal ali pa da je to bilo tako pomembno. Ne vem. Domnevam, to je čisto moja domneva, ker je bilo ob tem, ko so zvone vrgli dol, do dobra popisano. Kakšni so bili, koliko težki, kako uglašeni. Te podatke imamo, da je po vsej verjetnosti osnovni ton skrit ravno v največjem in s tem dana možnost, da se enega lepega dne obnovijo. In ko že govorimo o zvonovih, meni bo zanimiv mrtvaški zvonček, ki že od leta 1684 zvoni iz najvišje laterne stolpe in spremlja umirajoče. To, ko je to pozvonilo, potem je začel ustni tisk po vasi delati. Ja, to je to naznanilo. Ponekod ima celo tako, da za moške zvoni drugače kot za ženske in spet za otroke drugače, pač večinoma je bilo tako. Tukaj je ohranjen samo en nauček, ki ga danes tudi ne uporabljamo s tem namenom. Pač smo v času Facebooka in dosti drugih stvari, ki so dosti hitrejši in bolj natančni v sporočanju informacij, zato ga danes uporabljamo za 4-urno zvonjenje pri uri. Zakaj ni običajno, da je vsako mesto obdržalo tak mestni stolp skupaj z zvonikom? Zgodba tegale stolpa je res edinstvena. Je mestni stolp in kot mestni stolp je bil zgrajen kot del obrambnega sistema pred Turki in je to svojo nalogo tudi opravljal, dokler so bile turške nevarnosti aktualne. 1683 so Turki pri drugem obleganju Dunaja premagani in s tem ta grožnja izgine. In tale stolp zgubi svojo bistveno funkcijo. Za uro je prevelik, premogočen, pač nima smisla. Leto zatem Ptuj pogori in takrat pade pa zvonik cerkve. Mesto, ki je pogorelo, je tudi obobožalo. In seveda niso zdaj tam stolpa še enega gradili in tega tudi obnavljali, ampak so preprosto izbrali najlažjo pot in so tega preuredili v zvonik. Tu imamo sedaj možnost, da se prepiramo. Čigav je, zakaj je zgrajen, je za cerkveno ali mestno in tak naprej. Osebno se mi zdi to sorazmerno nesmiselno, ker v končni fazi je lastnina vedno tista, ki tudi bremeni in jo mora odgovarjati za njo. Ampak glede na to, da je po turških upadih postal odveč, je po moje začel tako pomalem propadati.
pa je nekaj propadlo, pa se kako nadstropje dol odneslo in tako naprej in tako naprej. V nekaterih mestih, kot recimo Dunaju, imamo ulico, ki vodi do stolpa, ki ga ni več. Tu pa je imel funkcijo drugo. In kot zvonik so ga seveda ohranjali, ker cerkev brez zvonika to ni šlo. In zato mislim, da tudi to eden izmed razlogov, zakaj danes sploh stoji. Zato jaz mislim, da je zgodba tega objekta v svojem globokem bistvu spravljiva. Naš je, skupni je. Nekdo pač mora odgovarjati za njega in nekdo proba z njega nekaj narediti, ga tudi finančno vzdrževati. V končni fazi pa je naš. Se zmeraj rečem, nihče si ne bo vzel nič s sabo v nebesa, pa čisto nič. Vse bo ostalo tu. Posebna pa je tudi vaša ura, o kateri gre domneva, da naj bi skico zanjo narisal sam veliki mojster Leonardo da Vinci. Ja. Mi smo se zelo izogibali pri obnovi tega, se v to zgodbo podajati. Iz preprostega razloga dokazov ni. Je pa res, da so skice, ki jih imamo od Leonarda, res osupljivo podobne tej uri. Sploh zaskočnemu mehanizmu. Nepremičnemu zaskočnemu mehanizmu, kot se to imenuje. Ta je res 1:1, kot da si jo fotografiral. Res je podobna, samo to še ni dokaz. Mogoče je to bilo za kaj drugega skicirano, pa tu uporabljeno. Mogoče je bilo res za tu, mogoče je bilo tu prej narejeno, pa potem skicirano. To vse ne vemo. Je pa res, da bomo to raziskovali naprej in te raziskave tečejo tudi s pomočjo strokovnjakov iz Milana in tako naprej in tako naprej. In v končni fazi Leonardo ni samo en mož, Leonardo je tudi šola. To se pravi, tu so bili tudi ljudje, ki so njegovo znanje naprej prenašali. Zdaj mi ne vemo. Meni osebno se zdi zelo verjetno, da po nekih čudnih poteh sta te dve stvari povezane, tako Leonardo kot ta ura. Čudna so pota, gospoda, tako vam bom rekla. Recimo, ja. Kaj je bilo za vas najbolj ganljivo pri obnovi tega stolpa? Pogosto ste poudarili tudi to prostovoljno delo, te prostovoljne ure. Absolutno, to mi bo ostalo sigurno do zadnjih dni mojega življenja. Ta pripravljenost ljudi, ki so stopili skupaj za to, da smo te stvari lahko uresničili. Pač to so ljudje, ki smo prijatelji, lahko čist mirno rečem, ki so vedeli, tudi iz mojega pripovedovanja, da mi stvar muči, ki so to tudi čutili, začutili in ki so rekli enostavno, glej, stopimo skupaj. In mi želimo za mesto in za župnijo in za stolp in za vse narediti nekaj dobrega, verjetno neko življenjsko delo in to je njihov življenjski prispevek in na ta način je stvar nastala. Tako da jaz se čutim včasih malo tako, ker sem ponavadi jaz po medijih, tu je že ekipa v ozadju. Moja zasluga je bolj ali manj, da sem to željo gojil in predvsem, da je nisem zaviral. Če bi jaz na brem zastopil, bi bila težja. Vi kot karizmatična osebnost skupaj z vašo ekipo ste en čudovit varuh tega našega najstarejšega mesta, tega mesta, ki je del družine zgodovinskih mest. Ja. Kako vi razmišljate o turizmu? Pač mesto ima kaj ponuditi. In najlažje je govoriti, ja, mestni svet, pa županja, pa niso tega, pa ono, pa tretje. Glejte, mesto smo vsi in vsak mora tam, kjer je možnost nekaj narediti, pa če je to pobran papirček na cesti. Nekateri pač imamo večje možnosti zato, ker smo pač slučajno nekako prispeli na en položaj, kjer smo pač zaslutili, da se nekaj da narediti, ki imamo tudi neko zaledje, pač naj se bo zdaj kot ljudje, prijateljstva, kot župnik imaš tudi normalno nek določen krog ljudi, s katerimi sodeluješ. Jaz sem imel to srečo, da se je tudi finančno išlo. Tudi to ni bilo samoumevno, tudi tu v sodelovanju, tudi z mestom, tudi z... Pač vse te stvari so nekako se poklopile in potem lahko stvar narediš. Ampak vsak po svoji meri. A imate občutek, da mesto zadnje desetletje dobiva počasi te krila? Ja. In da bi se moglo mogoče v bodoče še bolj opreti na umetnost, na kulturo, da bi iz tega vidika še bolj zaživelo, ne? Neko obdobje je bilo, ki je Ptuj stagniral. Tako. Jaz bi rekel, Ptuj ima vse možnosti za en petičen razvoj. Ampak spet ne tisti ultra luksuzni ala Kitzbühel ali ne mislim tega. Zgodovina je tako prefinjena, tako lepa, tako res bogata, tudi dolga. Recimo, mi moramo v doglednem času en muzej narediti stvarmi, eksponati, ki jih imamo tu, boste spet se začudili, kaj tu obstaja. Ampak to je zaenkrat vse še nekako skrito, pač počasi to razvijamo. Jaz samo vabim, bolj nas boste s svojimi stopninami in z obiski podprli, prej bomo to naredili. Mi tega ne delamo zato, da bomo šli na lepo na Havaje. Pač mi delamo zato, da to res mesto poženemo naprej tudi. Prej smo govorila o
moči intelektualnega znanja v turizmu. Zdaj, ni dovolj, da mi samo odkrijemo neko turistično atrakcijo, kot so na primer rovi pod gradom. Potrebno je dosti arhivov, brskanje po zgodovini, da ti zgodba dobi težo. Da ni to samo pravljica za turiste. Tako. Delo v arhivu je pri nas večji del dela tu. Pač obnovi tega zvonika, mestnega stolpa, vidno je to, kar je bilo fizično narejeno, ampak večji del je intelektualni napor v ozadju pri ustvarjanju tega, dizajniranju in tako naprej, ampak predvsem pri iskanju podatkov. V tem trenutku sem zelo hvaležen za umetno inteligenco. Ja, res dejansko. To, kar si prej mukoma prevajal iz nekih starih jezikov in pisave, ki si se ustrašil, ko si jo videl, pač to pa zna, ne? Ampak pridig pa ne pišete z umetno inteligenco. Ne, tisto po mojemu res spontano pride. Tu pa nam res pomaga, ker fotografiraš not in neke podatke dobiš in imamo še veliko dela, še veliko. Kaj pogrešate pri interpretaciji turističnih atrakcij? Zanima me vaš drugi pogled, ne? Ker turistični delavci vidijo z ene strani pa mogoče z veliko splašnicami na očeh. Ne? Kako pa vi razmišljate o tem? Mi oddajamo sobe tu, imamo ta zvonik, jaz sem turistični delavec na nek način, Ja. kar z te tvarine not, tako da sem kar pridružil tistim z Loputo. Pač delo vsakdanja bitka, ne, na fronti ti daje drugačen pregled kot tistega, ki to gleda oddaleč. In jaz sem bolj tu v prvi frontni liniji. Kaj bi si želel in kar tudi napreduje, kar je dobra volja, ki še malo organizacije manjka, je sodelovanje in da se pokonektamo tako, kot mora biti, tu še malo manjka. In potem seveda složen razvoj, tudi obnove in tako naprej je, ampak pač vse v mirih tega, kar zdaj zmoremo. Kdaj je šlo Ptuju najslabše, imate občutek? Gledam recimo te youtuberje. V zadnjem času je kar precej prispevkov v Sloveniji. Zanimivo, Ptuj je ponavadi en flash. Ena slika, mogoče najstarejše slovensko mesto, pa se gre dalje. Bled se opisuje, Postojna se opisuje, Piran, Primorje se opisuje, Ljubljana, tako ali tako. In potem gre na Maribor. Maribor je čudovito mesto, ga imam rad, sem dolgo časa študiral tam, tralala, sploh ni vprašanje, ne? Ampak tak tisto res zgodovino, to pa je Ptuj druga kategorija, ne? Mogoče tudi zato, ker je toliko specifičen, ker recimo roko na srce, Maribor v Ljubljani se zvečer dogaja. Ptuj, ko ni nekih stvari, včasih se šalimo, da če bi vsi, ki bi šli, ki grejo mimo zvonika, recimo zjutraj ali pa zvečer ali pa kaj takega, šli not, bi imeli 3 obiskovalce. Tu še manjka, Ptuj je glih toliko mali, da ni tistega dogajanja in ker ni tistega dogajanja, se spet ne splača neka investicija v neko dogajanje. Tako se mi zdi, da je glih na eni taki kritični točki, ampak to je moj občutek. Tako da tu se mi zdi, da če bi prestopili ta prag, potem bi se sprožilo. In potem bi po moje bil to en taki plas, ki bi se tako pomalem širil, ki bi stalno več ljudi se splačalo, ker se bi splačalo, bi se ustvarjalo, ker bi se ustvarjali, bi ljudje prihajali in tako naprej. Ne? Ampak tu sem spet sam, ne? Tudi ta zvonik, ta mestni stolp, mora za svojim notranjim življenjem zaživeti. Večerje, razstave, koncerti. Tu nas čaka še ogromno in ideje so, imam mlado ekipo, ki to s srcem dela in bomo tudi to naredili. To pa je naš prispevek. Pa sem pri tistem, ki ste prej rekli, ne? Mesto smo mi vsi. Tako, pač vsak po svoje. Se pravi, magari pobereš papirček ali pa prijazno pozdraviš tujca. Jaz tudi razumem domačina, ne? Turizem je tudi za domačine, zna biti tudi naporen. To ni samo svetlo vse, ne? Normalno. To je vedno tudi eno sobivanje in eno ravnovesje, ki ga iščemo. Ne? In zato je treba vedno biti zelo odprt, pa vse strani poslušati, pa dati nekako eno določeno ljudi s sabo vzeti. Ne od zgoraj odločati. Imeti to možnost, da navdušiš množico tudi, ne? Da smo vsi nositelji tega. Potem bo stvar tekla. Če bo to enih par vizionarjev, ki bo imelo neko določeno možnost, pod narekovaji oblast in udarilo od zgoraj, to pa mora biti, bo vzdušje v mestu tako dušeno. Tudi vi rastete s turizmom, ne? Ja, normalno. Vsem, kar delaš, rasteš. S tem, da jaz bi tu samo toliko popravil, jaz sem v prvi vrsti duhovnik, sem v prvi vrsti župnik te župnije. Turizem gledam tudi čez ta očala. Gostom se skušam posvetiti, skušam stopiti v stik, se pogovarjati, pravi, da smejo en košček, za mene je biti župnik tako kot biti vsak drug poklic, to ni nič, mislim, to je, ampak ena taka aura iz preteklosti še vedno ta poklic obdaja. In če vzameš ljudi s sabo, spet ne, če jim daš en pogled v to,
Naprimer, jaz sem bil na začetku, joj, če gostje pridejo in hočejo jesti o 7:30, potem moram nekoga dobiti, da bo takrat prišel, da bo zajtrk dal, ker ponavadi jih jaz dajem. Zdaj pa ne, rečem, gled, jaz sem takrat svetomašo. A ja, ok, bomo počakali, ni problem. Ja, ker je to del življenja in vidim, da to dodana vrednost, ne pa nekaj, recimo, omejitev ponudbe, ki jo imamo, ne? Več takih, kot ste vi. Ja, dobro. Za konec, deva se še malo potračart, no. A skriva ta stolp kaj srhljivega, kakšne skrivnosti? Bil je zapor dol, če si bil bogat, si šel v ta zapor, če si bil revež, so te dali v eno luknjo nekam drugam. Je bil posramotilni steber? Tu je bil zunaj, ja. Ja. Najbolj so zastradali golobi. Nismo zaprli, ker ko enkrat not ne pride več živ ven, ker ga ne moremo vloviti. Je pa res imela menda včasih vsaka ptujska hiša svojo klet, svojo vinsko klet, svoj vinograd pod zemljo? Tu je po moje kot švicarski sir spodaj. Ja, so in surovi in so kleti, marsikaj je, ja. Katere so najbolj spregledane turistične točke na Ptuju? Včasih je tu veljala Kurantova hiša pa mestni stolp, kaj pa danes? Hiša. Se kar strinjam še vedno. Meni se pa zdijo rovi pod gradom. Tudi. Ne? Tudi, tam še tudi je tako, pač potencijala imamo še ogromno. Samo pač gremo, počasi naprej pa bo.